Se pravi, trije koraki, ki so nujno potrebni, preden se gre v ICO postopek oziroma postopek zbiranja kriptožetonov. Prvo kot prvo mora imeti podjetje poslovni načrt, ki mora piti sam po sebi vodo, se pravi, se mora vedeti, kaj se dela, zakaj se dela, kje je tukaj blockchain tehnologija nujno potrebna, kje prinaša nadgradnjo celemu poslovnemu sistemu. Posledično pa tudi, kaj vse bojo tokeni delali, se pravi, cela ekonomika tokena mora biti zelo dobro razdelana, preden se gre v tak postopek. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je, da se zbere ekipa. Ekipa mora biti sestavljena iz najbolj različnih strokovnjakov, zaradi tega, ker sama izvedba ICO-ja zahteva veliko različnih znanj, od PR-ja, računalniškega znanja, pravnih vprašanj, ekonomike, tako kot sem prej rekel. Ta tretja stvar, ki pa je pa nikoli ne podcenjevati pravnih težav, se pravi, pravno je treba biti vedno podkovan, vedno je treba vedeti, katero je podjetje, ki bo delalo ICO, kakšne so povezave med morebitno povezanimi podjetji, katera država je najbolj primerna za kakršno vrsto, za vrsto posla, v kateri ki bo predmet ICO-ja. To so pa po moje 3 najbolj pomembne zadeve, preden se spravijo ICO.